Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lep pozdrav. Meni velika čast, da sem danes tukaj za vami. Velika čast mi tudi, da ste trije predstavniki uspešnih slovenskih podjetij danes tukaj za nami. Dovolite pa, da na začetku povem nekaj podatkov. Sam verjamem, da je lahko proizvodnja hrane, da je lahko vsa industrija, ki je povezana za proizvodnjo hrane, da je lahko gozdno-lesna veriga in vsa industrija, ki je povezana z gozdno-lesno verigo, tudi v Sloveniji zgodba uspeha. Zanimivo je, da podatki že nekaj časa to tako tudi kažejo. Če pogledamo slovensko proizvodnjo hrane, se je izvoz od leta 2010 do sedaj povečal točno za 35%. Jaz verjamem, da ko bodo objavljeni uradni statistični podatki za lansko leto, da bomo ugotovili, da vsak četrti proizvod, prehranski proizvod, ki ga naredimo v Sloveniji, je izvoz. Zakaj je to za nas, kot sicer majhno, vendar lepo in pa srce veliko državo, tako zelo pomembno? Izvoz pomeni, da uspemo prepričati tudi tuje kupce, ker ne moremo govoriti o odnosu do naših kmetov, odnosu do naših delavcev ali odnosu do Slovenije, ampak jih prepričamo z kakovostnimi parametri. Da je hrana cenovno primerna, da je okusna, kakovostna in varna. Berem statistične podatke tudi že v tem letu in moram povedati, da sem ponovno zadovoljen. Dovolite, da vam nekaj povem. V prvih 2 mesecih tega leta odkup slovenskega mleka v strani slovenskih mlekarn še vedno narašča. In slovenske mlekarne so letos v prvih 2 mesecih naredile za 10% več konzumnega mleka, kakor lansko leto prvega meseca. Tisto, kar je še pomembneje, slovenske mlekarne so letos v prvih 2 mesecih naredile za 34% več fermentiranih proizvodov. To je tisti proizvod, kjer je višja dodana vrednost, ki omogoča, da ostane denar tudi za investicije, nove tehnologije in inovativnost. Narašča ponovno celo proizvodnja masla in sira. Takšno stanje ni samo v slovenskih mlekarnah. Če se pogovarjamo za slovenskimi klavnicami v letošnjem letu, mesno industrijo je ponovno rast, govedo plus 5%, prašiči plus 7%, ovce plus 48%, celo perutnina plus 9%. Podatkov za pekarski sektor, nažalost, ker statistika tako natančno tega ne spremlja, še nimam, ampak po dogovoru z slovenskimi direktorji vidim, da raste tudi ta sektor. In kar je pomembno, vsa rast je povezana prvič z dodatno izvozno aktivnostjo in kot drugo tudi za nekoliko večjo rastjo v Sloveniji. Mi ne smemo pozabiti, da bomo letos po novi napovedi Umarja imeli 3,6% rast bruto domačega proizvoda. In tudi podatki za naslednje 2 leti so dobri. In tokrat rast temelji tako na izvozu, kakor na večanju domače potrošnje. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, ministrstvo že nekaj let aktivno podpira sektorje, za katere je odgovorno, kakor sektorje, ki so tudi vezani na naše sektorje z nekaterimi izvoznimi aktivnostmi. Vaši predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije se vsak mesec enkrat sistematično dobijo z vodstvom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. In pred nekaj meseci smo se z gospodom direktorjem dogovorila, da skupni nastop na tujih trgih formaliziramo. Da bo bolj jasen protokol, na kakšen način se obveščamo, na kakšen način se pripravimo in na kakšen način sodelujemo, ko pomagamo slovenski proizvodni hrane, tudi lesarstvo in drugim sektorjem, da boste še bolj uspešni na tujih trgih. Tako da, gospod direktor, hvala tebi, tvojim sodelavcem, čaka naj še naprej mnogo dela, ampak podatki, ki spremljamo oba mesečno, kažejo, da smo res na pravi poti. Hvala. Pomen izvoza za Slovenijo je izjemen. Slovenija je presegla 30 milijard skupnega izvoza in mogoče za primerjavo, na prebivalca v Sloveniji izvozimo 2-krat toliko kot sosednja Italija in 4-krat toliko kot Grčija. Tudi v časih, ko smo bili v največji finančni krizi, tam 11, 12, 13, je Slovenija bila daleč od situacije recimo v Grčiji, predvsem zahvaljujoč temu, ker je tako pomemben del našega bruto domačega proizvoda ustvarjen na tujih trgih
neodvisno od domačih težav. No, v zadnjem času imamo dobre gospodarske rezultate tudi zaradi naraščanja domače potrošnje. Ta se je močno dvignila, vprašanje, če se je njih pametno dvignila, ker največ v tem trenutku zapravljamo za avtomobile in za podobne izdelke, ki bolj malo neposredno prispevajo k naši blaginji, ampak kakorkoli, gospodarski rezultati so dobri, seveda pa vidimo še veliko priložnosti tudi za nadaljnjo rast slovenskega izvoza. In zaradi tega je tako pomemben ta projekt skupnega sodelovanja z Ministrstvom za kmetijstvo, kajti kmetijska branža, agroživilska branža po naših podatkih prispeva približno 600 milijonov evrov izvoza k celotnemu slovenskemu izvozu, se pravi k tem 30 milijardam. Je res, da je to 25% slovenskega agroživilskega proizvoda, jaz uporabljam ta izraz, že v izvozu, ampak tudi tukaj so še zelo velike možnosti za sodelovanje. Mi vidimo veliko priložnost v sodelovanju z ministrstvom tudi zaradi tega, ker v zadnjem času beležimo bistveno bolj senzibilno podporo strani tudi drugih nekaterih ministrstv in vlade, pa tudi predsednika Pahorja, ko gre za naše nastope v tujini. Žal je tako, da je Slovenija majhna država, da je zelo neprepoznavna država, v precejšnjem delu sveta pojma nimajo, ki smo, in tudi brand Made in European Union ne predstavlja, da se ti vrata odprejo. In potem neka organizirana seveda gospodarska delegacija ali skupina, vodena z ministrom ali pa nekim visokim državnim uradnikom, pomaga v takih, uporabam lahko malo bolj politično sporni izraz, eksotičnih državah, pomeni, da preskočiš nekaj stopnic. Da si odpreš vrata, seveda pa moraš imeti kvaliteten in konkurenčen proizvod, storitev, če hočeš potem na takem trgu uspeti. Ampak kakorkoli brand Made in Slovenija je premalo znan, da bi sam po sebi odprl vrata. Mnogi celo pravijo, da Made in Slovenija marsikaj celo zapre vrata, in nekateri prikrivajo, da so iz Slovenije, ker jim to, da so svojim izdelkom uspeli, bolj in lažje odprejo vrata. Zdaj, gospodarska zbornica tudi, če dovolite še nekaj besed o naših aktivnostih na področju podpiranja in pospeševanja izvoza, je zelo aktivna. Mi praktično vsak teden gostimo neko delegacijo iz tujine, ravno kar poteka bilateralno srečanje. Po celi hiši so podjetja iz Arlovske oblasti, to je neka regija približno 300 km jugozahodno od Moskve, velika približno toliko kot Slovenija, zelo agroživilsko razvita, to je žitnica Rusije. Potem pravkar imamo eno skupino 40 podjetij, to skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo in spiritom organiziramo v Milanu, kjer se predstavljajo podjetja iz lesne branže in iz dizajna. Tam poteka tudi predstavitev slovenskih dosežkov na tem področju. Potem jutri imamo srečanje slovenskih izvoznikov v Iran z predstavniki SID banke in Gorenjske banke. Tudi tukaj bi se zahvalil vladi in pohvalil vlado, da je pomagala, da smo končno dobili nek uraden mehanizem. Dušan to še zelo dobro pozna, kakšne težave so pri poslovanju z Iranom, zaradi tega, ker plačilni promet ni normalno tekel. Zdaj smo zelo zadovoljni, ker je Gorenjska banka skupaj s SID-om odprla to linijo in bo možno in iranski trg lahko posrka ogromno slovenskih proizvodov, in mislim, da bomo tudi s tem naredili velik korak naprej. Prejšnji teden recimo smo tukaj zelo veliko poljsko delegacijo s samim predsednikom Republike Poljske, preko 100 gospodarstv, nekaj je prišlo. Skratka, gospodarska zbornica se zaveda, da je izvoz velik potencial za hitrejši gospodarski in socialni razvoj v Sloveniji in zaradi tega kar precej svojih resursov, ki jih imamo, namenjamo temu, da pomagamo pri organiziranega nastopa slovenskega gospodarstva v tujini. Bi pa opozoril na eno priložnost, ki jo imamo skupaj z vlado, to pa je, mi smo v zadnjem času bistveno bolj zadovoljni za našo diplomatsko mrežo v tujini, tam, kjer jo imamo. Tudi ekonomski predstavniki, ki jih imamo v teh državah, so mnogo bolj aktivni in rečemo lahko senzibilni za konkretne probleme in težave, ki jih ima naše gospodarstvo. Problem pa je, ker po naši oceni za te njihove aktivnosti še vedno namenjamo premalo sredstev. Mi tukaj apeliramo, tudi iz tega mesta, da znotraj vlade tudi ti upozoriš na to, da
samo kuli, pa svinčnik, pa mogoče telefon je premalo za njihovo aktivno delo. Tako kot smo zdaj organizirali to v Milanu, to je kar investicija za našo državo, da imamo showroome slovenskega gospodarstva, mogoče slovenske hiše po posameznih koncih, da recimo, ko gre neka gospodarska delegacija, tudi s teboj na čelu, da smo sposobni še 2-3 mesece prej predhodnico tja poslati, da analizirajo tržišče, da vidijo, kje so priložnosti, da si že naprej še bolje zorganiziramo vse te nastope. Sem prepričan, da potem lahko Slovenija doživi še hitrejšo gospodarsko rast, še večji izvoz in pa seveda večje naše zadovoljstvo. Zato bom z veseljem podpisal tudi ta protokol, ne gre samo za tehnični protokol, gre za vsebinski protokol in upam, da bomo s tvojim ministrstvom, pa tudi s ostalimi ministrstvi, predvsem z ministrstvom za gospodarstvo in za zunanje zadeve, pa tudi za javno upravo, ki se vključuje v zadnjem času nekatere naše delegacije. Tudi ministrstvo za obrambe v Sloveniji smo tudi znotraj gospodarske zbornice vzpostavili zelo močan grozd tako imeli namenske proizvodnje. To so podjetja, ki proizvajajo nekaj za vojaške namene, ne gre nujno za orožje, gre lahko tudi za oblačila in tako naprej, tudi za prehrano. Tukaj so možnosti v okviru NATO zelo velike. Skratka, mislim, da imamo pred sabo ambiciozne načrte, da imamo voljo in da imamo tudi tehnično podporo. Hvala lepa. Za ministrstvom za kmetijstvo, mimo bolj pravno za gozdarstvo, že dalj časa sodelujemo. Zelo se je pa to sodelovanje intenziviralo v zadnjih nekaj letih, ko smo skupaj pripravili tudi ta zakon o ustanovitvi državnega podjetja, ki upravlja državnimi gozdovi. Naš namen seveda je, tu nas še čaka kar precej dela, da ponovno vzpostavimo to tako imenovano gozdno-lesno verigo, ker z te 20-letne koncesije so pustile kar močan, mnogo so škodovali temu, da smo ostali lesarji, predelovalci nekje brez tiste osnove, ker brez lesa, veste, tudi ni lesne industrije. No, mi smo zdaj začeli na tem področju, ker smo pa lesarji tudi zelo intenzivni izvozniki, je to za nas zelo pomembno. Namreč, najbolje je, če kupcu obljubiš, da mu boš prodal neki izdelek, kasneje pa nimaš materijala, da bi mu to proizvedel. Zato, da imamo lesa v Sloveniji več, kot ga sami pridelamo, vsi vemo, tudi vsi vemo, da ga je treba bolje pridelati in na koncu koncev jaz vedno pravim, da bomo lahko tudi v državni proračun lahko več plačali. No, in na tem področju mislim, da z ministrom zelo dobro sodelujemo in delamo, čaka nas pa še precej dela. S tem, da vem, da nas še več čaka pravzaprav pri nas, proizvajalcih, lesarjih, ker posebej ta primarna predelava je v zadnjih letih, v zadnjih desetletjih padla na zelo nizke nivoje, kar je pa zelo dobro, je pa to, da zadnje 2 leti pa to raste. Seveda, če še nekaj besed rečem, kar se tiče naših proizvodne vrat, škoda je, da smo izgubili tudi nekatere proizvajalce, ki so se ukvarjali s neposredno predelavo hlodovine, to so bili izdelovalci ivernih plošč. Tako da smo danes vezani izključno na uvoz, ampak upam pa vseeno, da bo prišel čas, ko bomo znali ta les bolj izkoristiti, s tem, da na tem mestu bi tudi rad to poudaril. Ne podpiramo nekih državnih investicij v neke predelave, ker to vidimo potem kot neko konkurenco, morda celo nelojalno konkurenco do nas lesarjev. Predvsem želim, tudi pričakujemo, da bo država podprla tudi ta razvoj, glavna naloga čaka nas, proizvajalce, podjetja, ampak vseeno, da nam omogočijo take pogoje, kot jih imajo na primer naši sosedje, da bomo lahko našo proizvodnjo postavili na višji nivo. Prej sem že omenil to, da smo tudi aktivni izvozniki, lesarija je bila vse skozi eden tistih še 20-30 let nazaj, ki smo bili aktivni na tem področju, koliko porabimo deviz, koliko jih proizvedemo. Danes to ni več tako pomembno, ampak mi brez izvoza ne moramo živeti, konkretno iz Bohinja 90% parnih plošč prodamo.
Če še par besed rečem, kar se tiče internacionalizacije, za nas je nujno so izvozi in tako, da vsake take delegacije, taka srečanja so za nas zelo koristna. Mi smo v teh izhodnih delegacijah, ki jih uspešno tudi gospodarska zbornica, bi se zahvalil tudi gospodarski zbornici, smo dobili kar nekaj kvalitetnih kupcev, posebej v bivši Jugoslaviji, medtem ko sami delujemo ta nemško, avstrijsko, švicarsko tržišče. Tako da zanimivo je bilo naša skupna pot na Kitajsko lansko leto. Čeprav smo ugotovili, da Kitajci pravzaprav želijo od nas kupovati trgovino, smo ugotovili, da kakšnega velikega sodelovanja na tem področju ne bo. Ampak že to, da vemo, da se moramo usmerjati na druga tržišča, tudi to je pomembno. Tako da res hvala lepa tako gospodarski zbornici, tudi ministrstvu za aktivno podporo. Hvala. Prihajam iz Dvola, iz podjetja, ki 98% svoje realizacije ustvarja na tujem trgu, ki je staro letos 25 let in ravno prejšnji teden smo prekrižali 52 državo na globusu, v katero izvažamo. Pomeni, da je za nas internacionalizacija in izvoz v bistvu življenjskega pomena. Mi smo v prvem letu svojega delovanja praktično pokrili v Sloveniji vse, kar se je dalo in od takrat naprej zadovolj velja s potovalko in v svet. Jaz se spomnim začetkov 90-ih letih, ko smo skupaj z gospodarsko zbornico krčili pot po Rusiji, hodili v delegaciji Moskva, Novosibirsk in tako naprej. Gledal sem, kako se je vse skupaj potem to razvijalo, ko so to stvar prevzemali tudi druge institucije. In bil sem eden od velikih kritikov, še nazaj, razpršenosti slovenske internacionalizacije. Namreč, dogajalo se nam je, da v nekem trenutku 8 ali 9 državnih institucij se na takšen ali drugačen način ukvarjali z internacionalizacijo. In jaz pozdravljam take poteze, kot je tale današnja, da se združita dve institucije, vsaka za svojim znanjem in svojo strokovnostjo, predvsem pa svojim potencialom in skupaj poskušate narediti. Veste, ker internacionalizacija danes kaj pomeni? Ena pot gospodarstvenikov nekam ven, takih držav, kot je Slovenija, je 150. Vi si predstavljate, da letimo danes v Moskvo. Danes smo tam dopoldne mi, popoldne so Švedi, jutri so Norvežani in tako naprej. Take poti v bistvu, če niso koordinirane, če niso predvidene, če niso široko usklajene, v bistvu zgubijo svoj smisel. In v preteklosti se nam je to dogajalo. Zato je ravno to B2B, B2Government izjemnega pomena. Jaz svet delim na dve polovici, na levo in na desno. Na levi, na zahodu, veljajo 3 kriteriji. Cena, kvaliteta, dobavni rok. Če gremo na desno polovico, je to sicer kriterij, ki te lahko kvalificira kot dobavitelja, ampak tam je potreben pa še tisti majhen triggerček, ponavadi v obliki predstavnikov, visokih predstavnikov države, ki ti pomagajo. Ne zato, da boš dobil posel, ampak zato, da boš mogoče hitreje lahko podpisal ta posel. In zaradi tega je ravno to koordinirano usklajeno delovanje še tako pomembno. Druga stvar, na katero bi pa opozoril v vsem tem, da se stvari razvijajo v pravo stvar, je pa to, v pravo smer, je pa to, da se v bistvu moramo vsi skupaj zavedati. Mi v Dvolu natančno vemo, kaj lahko danes pričakujemo v gospodarske zbornice in kaj od Ministrstva za gospodarstvo. Velika večina ne. Še vedno velika večina slovenskih podjetnikov, ki se uči internalizacije, misli, da bo gospodarska zbornica pripeljala kupce, da bo pripeljala pogodbe in tako naprej. In v tem zavedanju ali nezavedanju tega pomena največkrat pride do tega konflikta, da marsikdo ne razume in potem krivi to državo ali to inštitucijo, da ne zna, na primer, prodati tega. Mi sami vemo in moramo znati prodati. Jaz vedno pravim, medtem ko država in gospodarska zbornica pa mora poskrbeti za kuliso. Konkretno za to zadevo. 2 stola, vložno mapo in pa penkano. In prav vesel sem, da smo ravno to test sodelovanja gospodarske zbornice in Ministrstva za kmetijstvo odlično sklenili kar še mesec nazaj v Moskvi, kjer je tudi v pomoči ministra Žigana prišlo do tega, da smo se nazaj vrnili za 30-milijonsko pogodbo za bransko tehnologijo. Hvala. Prvo bi se vam rad zahvalil za povabilo in predvsem za možnost, da bom lahko z vami delil tukaj
naše uspehe, naše izkušnje in pa tudi, kot so me prosili, da povem mogoče, kje lahko pričakujemo v bodoče oziroma kje vas lahko prosimo za dodatno pomoč v prihodnosti. Ljubljanske mlekarne, ki so lansko leto praznovale svojo 60-letnico obstoja, so že desetletja izvozno naravnano podjetje, kar se v zadnjih letih le še stopnjuje. Naše proizvodne zmogljivosti, ki temeljijo na velikosti trga naše nekdanje skupne države, so namreč za današnje potrebe slovenskega trga prevelike. Zato veliko pozornosti usmerjamo v njihovo polno zapolnitev in s tem prodajo izdelkov na tuje trge. Tako smo v letu 2016 skoraj polovico proizvedenih količin oziroma 11% več kot v letu 2015 izvozili na 28 tujih trgov. Glede na višino vrednosti izvoženih izdelkov smo pristali na 48. mestu lestvice vseh slovenskih izvoznih podjetij in celo na drugem mestu med živilsko-predelovalnimi izvozniki. Naj dodam, da smo v mesecu februarju in marcu letošnjega leta prvič več kot 50% proizvedenih količin v ljubljanskih mlekarnah prodali v tujino. Med naše največje izvozne trge spadajo Kosovo, Italija, Švedska in Grčija. Naše izdelke pa poleg v evropske države izvažamo tudi v Azijo in Afriko. Odkar smo ljubljanske mlekarne, del skupine Lactalis, je vstop na nove trge lažji, saj nanje vstopamo preko sestrskih podjetij, ki so tam prisotni. V določenih primerih pa seveda brez pomoči države, v našem primeru Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano ne gre. S podelitvijo izvoznega dovoljenja za izvoz mleka in mlečnih izdelkov na Kitajsko, za katerega se intenzivno in uspešno zavzemalo omenjeno ministrstvo, se je tudi za ljubljanske mlekarne v letu 2016 odprl nov trg za prodajo. Pri tem smo se zavedali, da vstopamo na trg, kjer so že prisotni vsi večji svetovni ponudniki in mleka in mlečnih izdelkov, tako iz Evrope kot iz Nove Zelandije in Avstralije. Vendar pa so glede na močno konkurenco temu primerne tudi prodajne cene. Prvo tesno pošiljko trajnega mleka na Kitajsko smo odpremili v septembru 2016, predvsem z namenom registracije izdelke na kitajskem trgu, trenutno pa tja prodamo približno 150 ton mleka mesečno. Naše izdelke prodajamo direktno našemu partnerju, ter tudi preko sestrskega podjetja znotraj skupine Lactalis. Zaradi njegove velikosti predstavlja ta trg za nas potencial, vendar je pred nami še dolga pot do končnih milijonskih številk v prodanih litrih mleka na tem trgu. Za naše največje uspehe v lanskem letu štejemo začetek proizvodnje novih izdelkov za sestrska podjetja v skandinavskih državah. V letošnjem letu načrtujemo količinski obseg še dodatno povečati, saj so povratne informacije iz trga zelo pozitivne. Prav tako v tem letu načrtujemo povečati obseg prodaje na Kitajsko in v Libijo, kamor izvažamo trajno mleko. V ostale države znotraj skupine Lactalis pa bomo povečali prodajo grškega tipa jogurtov in kvarka. Z rastjo izvoznih količin seveda povečujemo tudi količino odkupljenega mleka, ki ga odkupujemo izključno od slovenskih proizvajalcev. Tako smo že v letu 2016 povečali odkupne količine mleka za 4,6%, dodatno povečanje pa načrtujemo tudi v letu 2017. Tako planiramo, da bomo v letošnjem letu prvič v zgodovini ljubljanskih mlekarn odkupili več kot 200 milijonov litrov slovenskega mleka. Večje količine surovega mleka pomenijo tudi večjo predelavo. V lanskem letu smo tako proizvedli 5% več izdelkov. Večji obseg proizvodnje je zahteval tudi večje število delavcev in sicer za 6,4%, glede na leto poprej. Trend zaposlovanja pa se nadaljuje tudi v letu 2017, v katerem načrtujemo še 70 novih zaposlitev. Zaposlovanje in pridobivanje ustreznih kadrov pa je področje, na katerem želimo in pričakujemo podporo države, vkolikor želimo obstati kot konkurenčen ponudnik na globalnem trgu. Obremenitev plač in s tem cena delovne sile je namreč v Sloveniji mnogo večja kot v primerljivih državah, ki so nam direktni konkurenti pri izvozu. Prav tako velja to za podjetja znotraj skupine Lactalis. Sedaj bom zelo konkreten. Povprečna plača proizvodnega delavca v našem sestrskem podjetju na Hrvaškem je 15.456 evrov, na Češkem 14.250, medtem ko v Sloveniji znaša 22.675. Gre za enake delavce na enakih delovnih mestih.
kar pomeni, da je strošek dela pri proizvodnji 1 kg jogurta v Sloveniji med 40 in 60% višji kot pri naših direktnih konkurentih. Da bomo lahko konkurirali kot ponudnik na globalnem trgu, nujno potrebujemo razbremenitev stroškov dela. Prav tako potrebujemo pomoč države na področju ustreznih kadrov, kjer proizvodne podjetja s težavo ali pa sploh ne najdemo ustreznega in kakovostnega tehničnega kadra. Želimo, da država z ustrezno politiko, na primer z državnimi štipendijami, usmeri mladino v deficitarne poklice, med katerimi so tehnični poklici na srednji in višji stopnji izobrazbe. Prav tako je v izobraževalne programe potrebno vključiti več praktičnih znanj s pomočjo obveznih delovnih praks, kar se bo obrestovalo tako pri novih iskalcih dela, kot tudi pri delodajalcih. Če za konec povzamem, za nadaljnjo rast in uspešno delovanje ljubljanskih mlekarn je ključnega pomena izvoz. Da bi leto dosegli, pa so pomembni sledeči dejavniki. Kakovostna in dovolj velika surovinska baza, to imamo in to je ena naša glavnih in ključnih prednosti v primerjavi s konkurenco. Proste kapacitete z moderno tehnologijo, tudi te imamo. Znanje in dostop do izvoznih tržišč, tukaj nastopi država, nastopi gospodarska zbornica in pa seveda tudi naše znanje in izkušnje preko skupine Lactalis in ljubljanskih mlekarn. In na koncu, vendar nikako ne najmanj pomemben dejavnik, je konkurenčna in ustrezno izobražena delovna sila. Ko govorimo o ustrezno izobraženi delovni sili, ne mislim samo na diplomante in magistre, ki jih je na pretek, ampak na ljudi, ki znajo in so pripravljeni prijeti tudi v roke ključ in zategniti vijak, zavariti cev ali zamenjati varovalko. Se pravi kader, ki ga proizvodna podjetja dejansko potrebuje. In ravno tu lahko država nam in ostalim industrijskim podjetjem največ pomaga, da bomo izvozniki še naprej gonilna sila slovenskega gospodarstva in da bomo še naprej in še večji meri nudili in zagotavljali delo svojim zaposlenim. Hvala.